Sredi tega meseca je šla glasbena pravljica Snežni duhci, ki nagovarja velike in majhne otroke ter jih želi naučiti, da je svet lahko zelo lep in da na zemlji ni stvari, ki bi bila strašna. V studiu pozdravljam Ajdo Hovnik-Plešej, avtorico pravljice, in Zalo Gerdej, ki je poskrbela, da so lutke tudi oživele. Dobro jutro želim. Dobro, zdrav. Če se najprej ustavim pri temle nauku zgodbe. Na svetu ni stvari, ki bi bila strašna. Ja, res je ni. Dobro se sliši, ne? Pozitivno, ampak vseeno, ne? Stvari niso v resnici takšne. Zakaj gre? Ja, torej, če gremo kar na poslanstvo snežnih duhcev. Snežni duhci so na svetu zato, da pričarajo nasmeške na obraze vseh ljudi, torej, oziroma na obraze vseh otrok, majhnih in velikih. In če se stvari lotevamo z nasmehom, s pozitivo, vse nekako lažje steče. In to je nekako sporočilnost te naše čisto nove glasbene pravljice Snežni duhci. Kaj pa je bil povod? Če je to sporočilo? Ste videli, oziroma videli, ker ste 4 avtorice, žalostne otroke? Ne. Vse 4 smo zelo vesele po naravi. Povod oziroma nekak navdih za tole pravljico je bil en pozni zimski sprehod pod hribom. Ja, letos. Je hitro nastala. Ja, zelo hitro. Namreč, jaz sem se sprehajala pod hribom nad krajem, kjer živim, in opazovala sneg oziroma takšne kupčke na vejah smrek. In ko je pihnil veter, je v te kupčke razpihnil najrazličnejše oblike. In to je mene osebno asociiralo na Snežne duhce. Ker pa sem si zelo želela izdati knjigo, se nekako ta ideja in želja sta se zlili nekako v realnost. In tukaj imamo knjigo Snežne duhce. In potem ste povabili še kolegice, ja, da ste skupaj naredile, združile ste moči na Koroškem. Zalo že od nekdaj zelo dobro sodelujeva. Tako sem se, seveda vsaka knjigica rabi ilustracije, tako sem se sprva spomnila na Zalo, ker zelo lepo riše. Ampak Zala je raje ta del preložila na Laro, torej Laro Likar, ki je zaslužna za te luštne ilustracije. Ker pa sem si zelo želela, ker se ukvarjam z glasbo, da bi bila pravljica glasbena pravljica, sem k sodelovanju povabila še Ditko Čepin. To je naša avtorica skladbe, ki jo najdemo v pravljici. Ker pa Zale nisem želela kar tek pustiti, ker vem, da je zelo sposobna punca, sva se odločili, da se pravljici doda še igrica, o tem pa mogoče malo več Zala. Igrica? Igrica. Kakšna? Potem se je začelo ustvarjanje. V bistvu sprva je bilo potrebno pač iz celotne pravljice narediti neko dramsko besedilo, narediti lutke, si zamisliti, kako bo vse to potekalo, in nam je uspelo. Zdaj opažam, v bistvu, da na začetku sem dejal lutkovno glasbena predstava, ampak je v bistvu še kaj več. Za kakšen tip predstave, če bi temu lahko tako rekel, gre? V bistvu smo naredili kombinirano predstavo, kjer igrata 2 osebi, punčka Olivija in pa dedek, in pa seveda duhci, skriti v krošnjah dreves. En pa je tisti nagajivko, ki je glavna lutka v tej predstavi, ki malo... Tale več? Tata velik? Ja. Vedno en takšen, se najde. Mora biti. Ki malo prestraši to našo punčko Olivijo, ampak na koncu se vse dobro izteče. Prva predstava je že bila. Prejšnji petek. Prejšnji petek. Kje drugje kot na Koroškem? Seveda. Kakšen je bil odziv, kako so to otroci, pa tisti malo večji otroci sprejeli? Bilo je odlično. Otroci so se smejali, bili so navdušeni nad temi snežnimi duhci. Tam, ko se prikrade tale naš nagajivko, je sicer bilo nekaj začudenja, kaj se zdaj dogaja, kar smo želeli tudi doseči, ampak na koncu se vse dobro razplete in so bili nasmeški narisani na obrazih otrok, seveda. Kakšen je bil odziv, oziroma je bil odziv otrok takšen? Kot smo pričakovali. Kot ste mislili, ko ste pisali to knjigo, tu bodo pa otroci jokali, tu se bodo veselili, tu bodo peli. Ja, tako kot sem že na začetku povedala,
Pravljica je namenjena majhnim in velikim otrokom. In jaz mislim, da majhni otroci pravljico dojemajo bolj kot te pojave, oziroma potegnejo iz pravljice te luštne pojave, ki tam pač se pojavijo. Veliki otroci, torej odrasli, pa mislim, oziroma vsaj upam, da je te velike otroke sporočilnost, torej da naj se stvari lotevamo s pozitivo. Upam, da je ta sporočilnost dosegla te velike otroke, kot jim jaz pravim. Torej, velikih otrokov mora biti strah tega, kar se dogaja na svetu, ali ne? Ne, strah je čisto nepomemben. Strah je čisto nepomemben. Morajo se samo zavedati, kaj se dogaja na svetu. Če se vrnemo še rahlo čisto na otroke, menite, da od otrok prehitro zahtevamo, da se soočijo z realnim življenjem, ki je lahko tudi kruto? Kaj opažate? Kaj mislite? Ja, mogoče v današnjem svetu res. Že naša družba je v bistvu tako naravnana, da na otrokih je vedno nek pritisk. In potem se res že od otroštva pač soočajo z strahovi. In se mi zdi, da pač skozi to našo pravljico jim lahko to na nek način sporočimo, da pač le ni tako, da je na svetu tudi nekaj dobrega, ne samo strašne stvari. Snežni duhci čakajo, osnovne šole čakajo, polno bo, veselo bo. Hvala obima za obisk v studiu ter pogovor. Hvala za povabilo.